Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se tokrat ne pogovarjam z žensko, ampak z moškim, Dejanom Jakijem. Dejan, kdaj si ti prepoznal, da z starimi vzorci, ki se ti vlečejo iz otroštva, iz otroške rane, ne moreš nadaljevati več v svojem odraslem življenju? Ja, to sem najbolj prepoznal preko partnerstva, ker nisem imel razvitega partnerstva samim sabo, ti moraš biti sam sabo partner najprej. In dejansko sem vedno na koncu ostal brez partnerja, zato ker pač sem ponavljal ene in iste vzorce in nisem bil jaz vsega kriv, ampak ti si tudi takšnega partnerja na drugi strani najdeš, ki v bistvu je tudi na nek način ima neko svojo travmo, in dokaj ti sam sabo ne razčistiš in dokaj ti sebe ne pozdraviš, in ne moreš pričakovati, da bo kaj drugače, da se bo nekaj spremenilo. Tako da vsakemu polagam na srce, da v bistvu mora najprej s sabo vzpostaviti odnos, hvaležnost, ljubezen do samega sebe in potem lahko tudi na drugi strani pričakuje dejansko nek takšen podoben odziv. Ja. O tem in še veliko več, predvsem o tem, kako je Dejan našel pot v svojo pristno moško moč, kako se sooča s svojo ranljivostjo, pa v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri tokrat ne odkrivam ženske zgodbe, ampak moške, ki pogumno stopa na pot iskrenosti in notranje moči. Vesela sem, da je danes z menoj izjemen človek, športnik, trener, oče in predvsem iskren raziskovalec življenja, Dejan Jaki. Danes ga spremlja že od 7. leta starosti, postal je njegov poklic, strast in način življenja. Kot trener je mnogim mladim približal ta šport, jih vzgajal v disciplini, vztrajnosti in pošteni igri. Toda za športnimi uspehi se skriva tudi zahtevna osebna zgodba. Dejan je imel težko otroštvo, katerih posledice ga spremljajo še danes. Tudi kasneje, ko si ustvaril svojo družino, so izkušnje iz otroštva vplivale nanj. Razpadla je družina s 3 otroki, izgubijo posel in sebe. Vse to ga je potisnilo na pot samoraziskovanja, soočanja z ranami in postopnega iskanja poti k pristnemu sebi. Danes je Dejan predan v vlogi očeta in iskanju notranje trdnosti, pri čemer skozi šport in osebno rast navdihuje tudi druge. Res sem vesela, da danes z menoj se poznava še iz otroških dni. Zato Dejan, srčno dobrodošel in pozdravljen v oddaji Pristna ženska. Bravo. Dejan, tvoja zgodba se začne tako kot pri mnogih od nas z ranjenim otrokom, z občutkom, bolečino, zapuščenosti. Kako je ta zgodnja rana vplivala na tvoje prve izbire v življenju? Ja, v bistvu to je neka travma, ki sem jo doživel, ko sem bil star 2 leti, ko me je mama zapustila. Od vsakega otroka je njegova pravica ob rojstvu, da je varen, da ima v sebi neko zaščito in zdaj, če tega nimaš, v bistvu ti kot otrok niti se ne moreš zaščititi, niti ne veš, kaj se dogaja, in nekako potem prevzameš na sebe to in si misliš, ja, se sem jaz kriv, se sem jaz na nek način mogoče povzročil, da se je to zgodilo, da me je mama zapustila. Tako da ja, to je bil velik vpliv in seveda pol sem se z zunanjimi stvarmi začel dokazoval svojo vrednost, ki je pač znotraj sebe nisem imel, ker enostavno nisem mogel razviti. Ker mama je prva oseba v življenju otroka, vsaj do 7. leta, je tudi v energetskem prostoru mame in če tega ni varne navezanosti, in to vpliva potem tudi na kasnejše izbire in odločitve. Ja, in to, kar se zgodi do 7. leta, so neki programi, ki jih v bistvu ti nekako, ki jih možgani prevzamejo, in potem to teče podzavestno. Ja, obrambni mehanizmi, preživetveni vzorci, ki jih v bistvu sploh kot otrok ne prepoznaš, ampak vplivajo nate potem tudi v odraslem življenju. Pa lahko se zgodi, da jih tudi kot odrasel ne prepoznaš. Ne prepoznaš. Si star 8, recimo lahko že čez 50, pa še vedno misliš, da si otrok, da si ranjen otrok, ne razumeš, dokler se ne odpreš, dokler se nekaj ne zgodi
življenju, da se odpreš, ne. Ja, v vseh teh kritičnih situacijah se je vedno najprej ranjeni otrok oglasi. Ja. Ti si pri 7 potem začel igrati tenis. Si še takrat to občutil ti kot igro ali je bil to že takrat v bistvu tvoje zatočišče, beg pred notranjimi stiskami? Ja, je bilo kar tako težko, ne, zato ker jaz sem seveda tenis izbral, me je nenormalno potegnil, veselil, bil sem tudi v drugih športih in sem seveda se hotel tam dokazati, ne, in ker sem imel to neizmerno željo, pretirano željo, da se dokažem z rezultatom, da sem dober, da sem vreden, sem blokiral, ne, se pravi, sem ravno v situaciji tekme zelo dostikrat izgubil. In to je bilo seveda za mene pol veliko razočaranje, ki me je blazno izčrpavalo, ne, in potem sem imel tudi, če recimo strani očeta, ja, pa spet si izgubil, pa spet si to, pa zakaj nisi ono, jaz sem se pa hotel dokazati njemu, hotel sem dokazati ostalim, da sem vreden, ampak jaz nisem se niti zavedal tega, ampak dejansko je bilo to zelo že takrat travmatično, da sem jaz po 3 dni rabil, da sem se regeneriral od izgube in pol, ne vem, pri 16 sem jaz dobesedno lopar odložil, pa kot sem rekel, jaz nočem več tekmovati, ker je bil to za mene prevelik stres. Prevelik stres, ne, ker ta notranji razkol je dejansko, ne da nisi bil dober v športu, ampak ta psihološki vidik je dejansko vplival na tvoje rezultate. Ja, jaz sem bil z velikimi pričakovanji, sem šel in ta pričakovanja so bila prevelika. Jaz pa znotraj sebe pa nisem bil dovolj samozavesten, ne, in nisem v bistvu imel te notranje moči. Se tudi nisi imel kje dobiti. Je manjkala že od zgodnjega otroštva, ne? Jaz to takrat nisem razumel. Ja, seveda, da ne, se nisi mogel vedeti, noben otrok tega ne ve, ampak razvijaš mehanizme in deluješ po njih, ne? Ampak v športu si bil predan ves čas. Kaj je bil potem motor dalje, ko si nehal igrati aktivno tenis? Ja, v bistvu je skozi bilo neki cilji so bili skozi, pa sem potem sem pa začel, ne vem, v fitness hoditi, pa sem potem, ne vem, sem se vpisal na fakulteto za šport, pa sem se tam dokazoval, to je bilo za mene neki revelation, ne vem, zdaj sem jaz tam, ko moram biti. Pol pa spet, kaj boš delal v poklicu, kako se boš tam izboril, ne, kako se boš tam dokazal, ne, in tu je bilo skozi, je bila neka borba, skozi je bilo neko dokazovanje. Seveda, jaz sem se dokazal, jaz sem se povzpel, ne, ampak to je bilo skozi neka bolečina, skozi je bilo neko nezadovoljstvo, nekaj je teklo od spodaj, kar jaz nisem mogel razumeti, ne. Čeprav mi je vse uspevalo dejansko, ne. Ampak, če zdaj pogledaš nazaj, si gradil kariero v športu iz ljubezni do športa ali to bil v bistvu poligon ali pa boljši poligon za dokazovanje? Definitivno je bil to poligon za dokazovanje, čeprav šport je moja ljubezen, ne. Jaz bi tako rekel, ne, da v bistvu brez športa, ne, jaz ne bi teh bolečin uspel, ne vem, če bi še obstajal zdaj v tem trenutku, ne, če ne bi imel tega športa, ker šport mi je dal to neko svobodo, to, da sem se jaz uspel osvoboditi teh oklepov, ne, in tudi dejansko preko športa sem potem začel prepoznavati tudi druge stvari v življenju, ne vem, sem bil uspešen, vse sem imel sem družino, otroke, in meni se je zdelo, kot da stojim pred zidom. Še kar sem bil nezadovoljen, še kar sem bil jezen, še kar sem bil občutek nevrednosti, ampak nisem imel pojma, zakaj. Nisem razumel, odkot, kako je to možno, ne. Napisal si tudi knjigo Predaja o življenju, v kateri opisuješ to bolečino in praviš zanjo, da je bila tvoja največja učiteljica. Kaj te je naučila? Ja, v bistvu ta predaja bolečino pomeni, da ko se ti nekako začneš ta proces zavedanja ali pa awarenessa, ne, pravzaprav je to nek pogoj, da se sploh odpreš, ne, to pomeni, da ti to bolečino kot prvo moraš sploh ugotoviti, odkot izhaja in zakaj se pojavlja, ne, in ko ti to ugotoviš, ne, pa vidiš, da se pravzaprav boriš proti njej in da te to blokira, ker noče spustiti, ne, te skozi hoče držati tam noter, zato ker te hoče ščititi, kao, ne, in ko se ti zdaj odpreš, ne, tej bolečini in ko jo sprejmeš, nekako potem v bistvu, ne, sicer ni lahko, rečeš, ok, bolečina je moja učiteljica, bolečina je tista, ki me pelje naprej v ta proces, da lahko napredujem, ne. Ampak šport je bil zate tudi dejansko mehanizem, da si vsa ta težka občutja spravil iz telesa, vsaj trenutno, ne? Točno to, ne. V bistvu sprostil me je, ne, in jaz še zdaj, jaz vsak dan treniram, ne, zjutraj, in ko jaz končam ta svoj proces, se seveda sprožijo
ti občutki, v bistvu zadovoljstva, miru, sproščenosti in jaz grem lažje v ta dan. Spravi, ta šport mi še zdaj pomaga, še zdaj je moje orodje, kako grem naprej, ne? Kako si dan tudi zastavim ali pa neke cilje. Ne? Ampak vseeno, če pogledava v ta šport globje, a meniš, če bi imel to psihološko podporo kot otrok, bi drugače športno kariero peljal? Ja, če bi imel to podporo, pa ta varnost, bi sigurno dosegel tudi boljše rezultate, ker pač enostavno predispozicije sem vedno imel in še vedno jih imam. Ampak nekako, dokler ti sam sebe v bistvu negiraš, dokler ti sam sebe postavljaš pred prevelika pričakovanja, ne moreš funkcionirati, ne? Ker sam sebe blokiraš in če ti ne razumeš, jaz še zdaj imam težave, če grem igrat zares, jaz sem še zdaj v krču. V krču, ne? Čeprav vse razumem, še sprav vem, zato najraje treniram za sebe, grem teč za sebe, sem maratone tekel, sem Ironmana naredil, ne vem, ni da ni, z jogo sem se ukvarjal, z borilnimi veščinami, stalno si najdem neki poligon, nek nov izziv, ne, vse to bo pol prišlo, imam spet nove poligone, ampak konec koncev, dokaj ti ne prideš do sebe, dokaj ti ne ugotoviš, odkot ta program izhaja, zakaj se pravzaprav dogaja, ne moreš narediti premikov, ne. Ja, ampak ti bi rabo takrat v bistvu podporo odraslih. Rabo bi, Ki je ne. pa nisi imel, ne. Ampak vseeno, vse to ti je tlakovalo pot v to, kar se bova pogovarjala v drugem delu oddaje. Narediva kratek odmor in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim pristnega moškega, Dejana Jakija, ki je oče, mentor, podjetnik in trener. Dejan, napisal si tudi knjigo Brodolom, v kateri opisuješ to obdobje, ko si izgubil vse, družino, posel, svoj način življenja, nek način družinsko življenje, sebe. Kako se spominjaš tega obdobja? Ja, ta zgodba v Brodolomu, to je neka asociacija, ne, ker ti v bistvu vse zgubiš, ti pa še kar se držiš za tisto barko, še kar, še samo 200, vse še, ampak ti še kar vztrajaš, ne. Dokler sva ne prepoznaš, da ti ne moreš brez svoje trdnosti, ne moreš nič zgraditi, ne, vse se ti v neki fazi zruši, ne. Tako da ja, zgodilo se mi je to, da sem se pač potem v neki fazi razšel s partnerko, ker vedno sta dva, ne, ampak ja, sem imel dosti neke stvari, ki pač niso bile okej. In to je bil ta brodolom, ne, ko sem nekako imel občutek, da sem izgubil vse, ne. In isto leto se mi je tudi posel porušil, so vsi trenerji šli, ampak jaz sem v bistvu že, če verjamem v to, ne, sam sem si že potlakoval to pot, ne, da se je to zgodilo in to je bila neka točka preloma, ko sem jaz res padel na dno do konca, ne. In dejstvo je, da ko se nam začne zunanje življenje podirati, tako kot praviš, se najprej oklepamo teh zunanjih dejavnikov, ne, in se borimo za obstoj teh. Ampak kdaj si ugotovil, da se pravzaprav več ne boriš za te zunanje stvari, ampak za svoje lastno notranje, utrujeno, izžeto, ranjeno jedro? Ja, v bistvu to sem v neki fazi ugotovil, zelo dosti mi je pomagala tudi ena hipnoterapevtka, v bistvu, ker sem jaz nekako potem začel prepoznavati to rano in tega ranjenega otroka in sem ga nekako probal pretvoriti v ljubezen, v hvaležnost, sprejeti to bolečino in tu je bila neka točka preloma. Ampak ni bila še dokončna, ne, ker jaz sem še vedno potem imel neke veze, ki nisem še bil čist, še vedno sem v procesu, ne, ampak enostavno zdaj se zavedam, da od nobenega od zunaj ali ničesar od zunaj jaz ne morem pričakovati, da bo mi dal mojo trdnost in mojo srečo, da dokler jaz sebe ne postavim, dokler nisem jaz tista barka, trdno zgrajena, ki pridejo na njo, grejo, to ni moje, jaz ne morem več vplivati na to, kaj delajo drugi, jaz lahko vplivam samo na sebe. Točno to.
da zgradiš res ta notranji steber, ki je neodvisen od zunanjih dejavnikov. Jaz rada primerjam to z drevesom tudi, ne. Če je drevo močno deblo in globoke korenine, krošnja poplesava s spremembami življenja, ampak ga ne izruba, če je drevo močno, ne. Če nimaš dobrih korenin, te slej ko prej poruši, ne. Ja, in ta notranji otrok, ta ranjeni otrok so v bistvu korenine, ne. In če ta ni nagovorjen, ni korenin, ne. Ker iz teh korenin mi potem živimo v odraslem življenju. V tem obdobju se soočamo z raznimi čustvi. Jeza, nemoč, samota, zamera, nevednost. Nevrednost. Nevrednost, ja. Pa nevednost tudi na nek način, ne. Ja, okej. Ker nekaterih stvari še takrat ne razumeš, ne. ja. Ampak s katerim čustvom si se ti najtežje spopadal? Ali kar s temi? Ja, to vse se je dogajalo, to je bil ta neka mavrica teh čustev, ampak definitivno ta občutek neke nevrednosti in zapuščenosti, ne. Da se mi vedno to dogaja, da sem jaz zapuščen, ne, da drugi odhajajo od mene, da jaz ostajam sam, ne, kaj je zdaj z mano narobe. To je taka globoka bolečina, ne, in jaz sem dejansko imel strah pred tem, da bi bil sam. Ne, in seveda vedno sem iskal ali zadovoljitev v finančnem uspehu ali konec koncev tudi v partnerstvu. In nekako sem hotel zafilati to svojo praznino v nekem partnerstvu, ampak partner ni namenjen temu, da ti zafila tvojo praznino, ker potem tudi ne moreš dajati, ne, ker pol ti samo jemlješ, ne, ti si samo taker, nisi giver, ne, se pravi, in tukaj se slej ko prej konča, ne, ker je tudi drug na drugi strani izčrpan, ne. Ja, to je v bistvu nenahranjen otrok, ne, ki takrat, ko bi v bistvu moral dobivati in srkati mamino ljubezen, ne, to nahranjenost, je ti nisi dobil in to se pri tebi res izjemno močno vidi, kako ta rana zapuščenosti dvoletnega otroka se izraža tudi še v odraslem moškemu, ki išče to zunanjo zadovoljitev, dokler ne prepoznaš, da moraš iti skozi bolečino, pa v sebi to najti. To se aplicira, ne, ker ti sploh ne moreš dojeti, kaj je to za en program. Ampak to čutiš skozi nekaj iščeš, skozi nekaj laufa, teče v podzavesti ta program, ne. Ja, res je. In potem v takih stresnih situacijah, ne, ko res gubiš vse, neimenovno trčiš res v dno. In takrat imaš samo dve možnosti. Ali boš ostal v vlogi žrtve in se boš zakopal še globlje v to lastno žalost in iskanje, ali pa se boš odrinil in boš poiskal pot ven. Kaj je tebi pomagalo, da si se odrinil in začel to? Ja, jaz najprej itak sem hotel umreti, ne, najprej jaz sploh nisem hotel več živeti, jaz sem hotel končati svoje življenje, zato ker enostavno nisem več nič našel, na kaj bi se oprl, ne, in to je pol naslov moje tretje knjige, Bog mi ni dovolil umreti, ne. In potem sem se pa v neki fazi dvignil, ne, sprejel to dejstvo, ne, in šel naprej, ne, in seveda šport mi je spet pomagal pri tem, ne. Ampak še vedno nisem čist dobro vedel, kaj pa kako, ne, in sem mislil, da sem že šel ven, ker sem šel res iz dna in sem postavil nazaj in delo in našel sem si eno predvsem mlajšo partnerko, s katero sva se imela čudovito, ampak jaz sem še vedno mislil, da bo me zunanja oseba, zunanja ženska osrečila, ne, in sem še vedno preveč jemal, preveč iskal zunaj sebe, ne, ampak sem se že zavedal, sem že deloval drugače, ampak še vedno so se ti vzorci, ki so bili delno zaveščeni, so se še vedno ponavljali. Poganjali so še vedno moje niti ne razumevanje, ampak še vedno neko vsakodnevno delovanje, ne, ki je pač seveda pol spet imelo nek svoj vpliv na to, ne, na outcome, ne. Kaj bi svetoval moškim, ki se znajdejo v taki situaciji, kot si ti? Ja, jaz sem zdaj ugotovil, da enostavno, ko sem se pol zdaj rešil s to neko pač vezo, kjer je bilo sicer vse res čudovito, sem rekel, da zdaj, dokler ne bom jaz sam v sebi dovolj ljubeč do sebe in dovolj trden in odločen, ne bom niti iskal nobenega, zato ker ne, da mi ne pripada, ampak enostavno ne bom prišel na pravo frekvenco
ljubezni ali pa neke hvaležnosti, ampak vedno bom nekaj česa, vedno bom lovil, ne, se pravi, ti moraš privlačiti, da vsi, ki ste na tej točki, ja, treba je spustiti stare stvari, kar ni enostavno. Če hočeš spremembo, če si ti ne narediš prostora, nimaš kaj spreminjati, ker te stari program te pelje naprej, ne. In to do konca življenja, če ne Do ozavestiš, konca ne, življenja, tudi do smrti. partnerstva nikoli ne postanejo kakovostna, vedno ostanejo soodvisniška, ne. In vedno znova se potem v partnerstvu, ne glede na to, da je lahko čudovito, se tudi vedno ponavljajo drame, ki se poganja vzorec, ki ga imaš ti v sebi, ne. Ja, pa to je razlog, je tudi Ne. to, ker si ti dejansko tako osebo najdeš. Točno to, ki Ima ima... tudi ona drama, ker Tako. tvoja frekvenca v bistvu privlači točno tako osebo, ne. In Točno. zdaj, če ti hočeš drugačno osebo v življenju, ki ne bo teh zapustitev, ki ne bo teh dram, moraš ti dvigniti svojo frekvenco, če ne se ponavljajo vzorci, ne. In Točno zdaj to. to je pa ta proces Proces. bolečine, da Ja, greš ker čez to. moraš ozavestiti svoje rane, moraš ozavestiti, moraš jih pozdraviti z potrpežljivostjo, z ljubečem soočanjem sam s seboj, s to ranljivostjo, ki jo imate moški ravno tako, ampak če do nje ne pridete in začnete iz tega prostora graditi ta steber, pristne moči, tudi pristnega, zdravega partnerstva nikoli ne morete ustvariti, ker bo vedno ta program v ozadju. Ja, pa problem je tudi v tem, Ja. ker to ne veš, kako dolgo bo trajalo. Ti greš v neznano, Ja. to lahko traja tudi pol leta, 1 leto, Ali pa lahko več, traja ne. še več. Mm. In enostavno to, da se nič ne zgodi, to, da pač ti imaš občutek, da si na nekem neznanem teritoriju, je kar... Ja, ampak meni je čudovito videti moške, ki ste se začeli soočati z svojimi bolečinami, ker to je ključno tako za vas, kot za naše družine, za naše otroke, za partnerstva in za družbo kot celoto, ker predolgo ste tudi moški molčali o svojih bolečinah in niste govorili o njih in ste si našli razne mehanizme, kako se ne soočati z... Ja, moški, kaj naj bi bil trn? Pa ja, ranljivost je tista Točno. moč pravzaprav, ko si ti Točno. ranljiv, ko si ti dovoliš biti prizadet ali pa dovoliš, da si žalosten ali da si razočaran ali pa da nekaj hočeš izboljšati, ne, takrat to je notranja moč, ne. Pa čustva so naši vodniki, imamo rojstno pravico do vseh čustev in čustva nam pokažejo, kje ne živimo v ravnovesju sami s seboj, ne. Tada odlično, bova nadaljevala še v 3. delu, sva čez nekaj trenutkov nazaj. Okay. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri tokrat gostim moškega Dejana Jakija. Dejan, danes veliko govoriš o povezanosti med dušo in telesom. Kdaj si prepoznal, da most med dušo in telesom predstavlja našo notranjo stabilnost? Ja, to sem zdaj prepoznal v bistvu nedolgo nazaj. Sem te stvari v bistvu začel zaveščati in sem tudi čutil povezavo s to enostjo, s tem božanskim otrokom, ne več z ranjenim otrokom. Ne. Se pravi, to je v bistvu ta naša esenca, kreacija, zakaj smo sploh tukaj, da smo energija, ki kreira vse. Ne. In ko ti nekako začutiš, da si del te enosti, takrat začne popuščati, ker on gradi zgodbo na ločenosti, na tem, da si zapuščen, da si sam, da si ločen od ostalih. In to je bolečina, ne? In to je danes, bi rekel, glavni problem celega človeštva, ker vsi se pehajo, vsi hočejo imeti več od nekoga drugega, vsi hočejo biti ločeni, ne, pa vsi smo v bistvu povezani, ne? In to je pol ta občutek, ko se ti začneš odpirati za to enost, za to božansko zavest, za neko inteligenco, ki obstaja. In ko se ti tukaj povežeš, ja, zgubiš povezavo, jo najdeš, ampak že veš, da nekaj je, na čemer lahko gradiš, ne, da zaupaš v to. Ne. Ja, ker naša duša, če telesa nima, ne more biti tukaj, ne, v tem zemeljskem življenju. In more biti povezava, zato ker duša tudi govori skozi telo in če telo poslušamo, si gradimo to stabilnost. Dosti ljudi tudi ne verjame v obstoj duše, ne, sploh, ampak če govorimo o duši, ne, o tej neki esenci, ki je večna, ne, to pomeni, naše telo je pravzaprav samo neko orodje, preko katerega delujemo. In zdaj, če mi dovolimo, da nas čustva in možgani
to, da smo pač mi ljudje vodijo skozi, ne, imamo mi skozi ta občutek, da smo ločeni. Ne. Mi se moramo enostavno predati tej poti in zaupati, da bo to delovalo v naše najvišje dobro. No, ja. Tukaj ima zelo močno vlogo intuicija, ki to je v bistvu jezik naše duše, ne, ki nam skozi telo sporoča pravo pot, prave odločitve. Vsi jo imamo, tudi moški jo imate, ampak v sodobnem svetu jo moški bolj kot ne dajo na stranski tir, dajo prednost logiki, intelektu, umu. Ti si zdaj začel res poslušati svojo intuicijo in ne samo, da jo slišiš, poslušaš, ji tudi zaupaš. Kako si naredil ta premik? Ja, v bistvu jaz nikoli nisem bil nek logik, ne. Nikoli nisem nekaj ful verjel, da zdaj mora tako biti, ne. Vedno sem vedel, da nekaj še obstaja drugega, ampak dokler si ti preveč v teh svojih glasovih, v teh svojih šumih, jih rešuješ, ti intuicije ne slišiš. Ja, ne slišiš, ker sploh ne prideš do tega, ne. Šele ko ti sprejmeš, spustiš, pa si rečeš, ok, zdaj se bom pa predal, zdaj bom pa začel poslušati, kaj od zunaj prihaja, ali pa te glasove. To so v bistvu glasovi, ja, duše je nekaj, kar te znotraj vodi, ampak dokler ti si zaklenjen, ne slišiš. Ne slišiš, ne. Intuicije sploh ne čutiš. Ne slišiš, ne, se strinjam. Najprej moraš iti v ta proces, da se začneš odpirati za te stvari, če ne, ni šans. Ja, blokiraš ta jezik, Blokiraš, ne. ja. Blokiraš ga, ne. Ti si danes razvil tudi programe, Jaki Reset, Jaki Ki, ne, kjer povezuješ osebnostno rast, duhovnost, šport. Kako izgledajo ti tvoji programi? Kako nagovarjaš oziroma kako pomagaš recimo moškim, da skozi te segmente sebe prepoznajo? Jaz sem zdaj že v zadnjem času sam tenis za odrasle imel zelo apliciran na to, da sem zelo se povezal z ljudmi in da sem pravzaprav taki ljudi našel, ali pa oni so mene našli, da so pripravljeni na spremembe. Se pravi, k meni niso več prišli instant ljudje, ampak ljudje, ki so res bili pripravljeni delati. In jaz sem lahko njih res dal ven iz cone obdobja in jim pomagal širše, ne samo forehand pa backhand. In pol sem nekako skozi ta proces začutil, da moram nekaj več narediti in zato sem zdaj naredil stran dejanjaki.si, kjer v bistvu imam jaz ta program Jaki Reset, kjer je kombinacija delo z kiji, to so podobne stvari kot kettlebelli, funkcionalne vadbe, ampak jaz na tak način pridem do človeka, jaz se z njim povežem, jaz začutim in potem z vsem svojim znanjem, jaz sem tudi praktik hipnoze, neurolingvističnega programiranja, coach to coach, jaz imam nekaj znanja, poskušam pol preko svoje osebne izkušnje pomagati človeku prebiti, da pride na to pot zavedanja, kako bo delal neke spremembe v življenju, da je sploh prvo jutranje rutine, to, ono, se pravi, ti moraš, meni je lažje, se pravi, vsake stvari, ko se lotim, je lažje, ker imam rutino, ker sem v bistvu zelo strukturiran človek in če bom jaz športa, jaz se bom zjutraj zbudil, pa če se bo cel svet porušil. In to, da rečem, to svojo predanost ali pa striktnost prenašam tudi v to, ne. To je samo vsakodnevno vztrajanje, ne. In ti programi, ne, ki so pa čisto samo fizični, ne, ampak zelo zanimivi, ker so zelo koordinativni in to so samo orodja, kako mi lažje pol nekomu sebi in nekomu pridemo na neko pravo pot, da se začutimo, ne. Ja. Zelo mi je všeč, da dejansko v svoji ljubezni športa dodajaš ta psihološki aspekt, ki je tebi kot otroku manjkal in skozi svojo izkušnjo dejansko pomagaš lahko moškim, da pridejo v stik sami s seboj. Kako bi opisal ti pristnega moškega? Ja, jaz mislim, da pristni moški je tisti, ki se je odprl za bolečino, ki si dovoli, da je ranljiv, ki si dovoli seveda biti tudi ljubljen, ne, ampak ne da pričakuje, da bojo mu drugi dali ljubezen ali pa tega, kar mu manjka, ampak da je on v bistvu v svoji notranjosti avtentičen. In izpolnjen, ne? In najde neko izpolnitev v tem, ker nič od zunaj ne prihaja in ti moraš sebe nekako zgraditi in sebe začutiti, no, da lahko potem tudi drugim pomagaš, tudi druge ljubiš, konec koncu, če sebe ne ljubiš, če sebe ne spoštuješ, kako boš dal ljubezen drugemu, ne. Res je, zato pa je toliko
disfunkcionalnih partnerstev navzven ali pa na papirju je vse v redu, v ozadju pa se odvija Ja, ker to je program nek raznih agreement, nek bolečin. dogovor, to ne bi Tako, smel, ne, to je tako. dobra prispodoba ena, da pač morata dva kozarčka polna se srečati, ne, da sta pol prazna, pa samo hočeta zafilati, ne, Za ampak to je pretakati, ne? Ja. pretakati, da pač sta dva že, potem ti lahko na višjem nivoju deliš stvari, ne, zato ker Tako. ti lahko funkcioniraš in tudi rečeš v zgodbi od brodoloma, ok, lahko tudi zapustiš mojo barko, če nočeš biti z mano. Ja. Nič problema, jaz sem še vedno tukaj, Ja. trden, stabilen. Stabilen. Ampak zdaj pridi do tega, ne, je pa pol Je pač pa kar pot, pot, ne. ne. Je pa Ja. kar pot, ne. Kako bi opisal sebe zdaj in Dejana pred brodolomom? Kakšno energijo si imel takrat, kakšna energija je danes in kakšne izkušnje ljudi privlačiš zdaj za svojo spremenjeno energijo? Ja, v bistvu jaz sem predvsem zdaj dosti bolj ponižen, ne, bolj hvaležen. Prej sem samo nekako jemal drugim, ne, stalno preveč sem bil v ego, ne, preveč sem pričakoval od zunaj, ne. Zdaj pa nekako probam biti dosti bolj, ne bom rekel egoističen, ne, ampak Prisoten mogoče. prisoten, pa v bistvu to, da imaš sebe rad, to ni egoizem, to je v bistvu neka osnova, ne, Ljubezen do zato, sebe. da se potem lahko povežeš z pravimi ljudmi, z pravimi dogodki, konec koncev tudi z nekim uspehom, ki potem ni zgrajen na zunanjih stvareh, ampak na tem, kar si ti v bistvu zavibriral, ne, ali pa začutil, da želiš narediti, ne. Ja, iz sebe ven, ne? Iz sebe Torej ven, ne. notranjega sveta ven, ne iz zunanjega sveta noter. Tako. Kaj meniš, kako vam lahko ženske pomagamo v vaših procesih? Ja, v bistvu ženske so v principu dosti bolj ozaveščene na nek način, ne. Pa razumejo, ne, samo eno je, kaj ti razumeš na nivoju uma, ne, pa misliš, da je duhovnost, eno je pa, kaj ti dejansko vibriraš tudi znotraj sebe, ne. In recimo, ne vem, en primer, ta Alan Watts, on je bil modrec in filozof, ne, in je povedal, da v tem procesu zavedanja nimaš več trdnih tal starega ega, niti nimaš trdnih tal, ne stojiš še na trdnih tleh in ti si nekje, ne veš kje, nimaš tal pod nogami, ti si v nekem neznanem prostoru notara, ne, in to je tisto, kar je najtežje sprejeti, ne, in tukaj dejansko, ko si v tem procesu, seveda, če najdeš neko sorodno dušo, da se drug drugemu pomagaš, iti čez ta proces, je to fenomenalno, ne. Ampak nikoli pa ne moreš pričakovati, da ti bo drugi naredil trdna tla, ne. Tako da ženske definitivno imate več tega občutenja, več tega zavedanja, ampak se mi zdi, da moraš sam si Absolutno. Moški razgraditi morate trdna tla. svoje notranje boje, morate svojo iniciacijo, morate sami prehoditi. Ampak ženske vam lahko pa držimo prostor. No, to je super, ne. Ne. In jaz sem tudi rekel, nikoli nočem več takih občutkov, da bom jaz tako izgubljen. Ja, okej, sem z nekom, nisem z nekom, jaz moram biti v redu, jaz moram zaupati, da je vse okej, da sem miren, da sem zadovoljen, da sem hvaležen, da živim življenje, ne, konec koncev, ne. In to velja tako za moške, kot tudi za ženske, Ja, ker itak. tudi ženska mora biti izpolnjena, celovita, da lahko stopi v odnos zato, ker želi, ne zato, ker potrebuje. Ja, Ne, in ne išče potem v moškem tisto, kar si mora ja, to je potem, sama, ne. tega je ogromno, ne, Ja. saj jaz vidim, ko dosti delam z Ja. ljudmi. Ampak ja, to je višji nivo. Ja, res je. Midva bi se lahko še dolgo pogovarjala, Ja. ampak te prosim za eno zaključno misel, kaj bi želel predvsem zdaj moškim povedati, ki se znajdejo recimo v eni taki situaciji, kot si bil ti. Ja, jaz bi rekel samo to, ne, da pot ni lahka, da je težka, da je dolga, da je trnova, ampak se splača, ker če ne vgrizneš v njo, lej, enostavno se ti stalno ene in iste stvari ponavljajo. Se pravi, ali se zgubiš lahko pretiranem vrhunskem športu, ali se lahko zgubiš v alkoholu, ali se lahko zgubiš v odnosih, skratka nek moteč faktor si najdeš in ne, tu moraš biti iskren sam do sebe, ne, in to sprejeti, da to dejstvo je težko in je dolg proces, ampak tisti, ki misli, da je to instant varianta, je ni. Ampak prvi korak je iskrenost, ne? Iskrenost, sprejeti pa iti pa vgrizniti to jabolko, ne. In se podati na to In se pot. podati na to pot, ja.
Dejan, jaz sem ti iskreno hvaležna, da si ti bil danes tako pogumen in tako iskren in tako ranljivo podelil svojo zgodbo. Jaz sem prepričana, da si odprl zavedanje, spodbudo marsikateremu moškemu, da se poda na to pot in tudi spoznanje za marsikatero žensko, s kakšnimi notranjimi boji se pa moški ukvarjate. Ja, to je super, ja. Tako da, res. Ženske razumejo, da mi nismo Ne, samo stebri, ampak da imamo tudi zelo dosti ranljivosti v sebi. absolutno. Zato tudi sem hvaležna, da se moški odzivate na moje povabilo v oddajo, ki je sicer namenjena ženskam, ampak ravno zaradi tega, da tudi ženske spoznamo, se naučimo in vidimo, da nismo v bolečinah samo ženske, ampak da jih imate zelo globoke bolečine in rane tudi moški. In da če si drug drugemu damo prostor in roko, Ja, super, ja. bomo si pomagali, ne? Tako da hvala lepa, Dejan. Hvala tebi. Z veseljem. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi tokrat, ko smo se skupaj potopili v zgodbo še enega moškega, ki pogumno raziskuje svoj notranji svet, zato da bi lahko stopil v svojo pristno moč. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.